Pošli svojega duha in prerojeni bomo. In prenovi boš obličje zemlje. Marija, Mati Cerkve, Prosi za nas. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lepo pozdravljeni, dragi bratje in sestre, ki gledate televizijo Exodus, in dragi navzoči bratje in sestre tu pri Svetem Jožefu v Celju. Želimo se srečati z Jezusom, zato premišljujemo ob evangeliju, ker evangelij je pot do te milosti, da doživimo srečanje z Jezusom. Že kar nekaj premišljevanj smo imeli o srečanjih učencev, apostolov z ostalim Gospodom, in od tega se hočemo tudi mi učiti. Pred nami je binkoštni praznik, smo v binkoštni devetdnevnici in Bog daj, da bi jo opravljali v duhu, kakor so jo opravili prvi molivci binkoštne devetdnevnice. Pred svojim nebohodom je Gospod Jezus takole rekel svojim učencem. Naj počakaj na očetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene, zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. In še je dejal, prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. In potem se je poslovil od njih, odšel k očetu, jih blagoslovil, ko je zatrdil, da bo z njimi in z nami vse dni do konca sveta, tudi sedaj, ko smo tu zbrani ali ko poslušamo razmišljanje prek televizije Exodus. Stali Gospod je nenehno z nami. O, da bi tudi mi bili z njim. Ni problem v tem, da Jezus bi ne bil z nami, ampak problem, da Jezus je tu. Tako je zagotovil in to je Božje zagotovilo vse dni do konca sveta. Vprašanje pa je, mi, ki smo na svetu, ali smo z Jezusom, ki je tu z nami v moči Svetega Duha. Prosimo za to milost, da bi znova in znova se zavedali Jezusove navzočnosti. Jezusa pravzaprav ni treba klicati, da bi bil tu, ker Jezus je tu. On je središče zgodovine, središče časov, alfa in omega. Prosimo za milost, da bi mi bili tu, ker je Jezus v središču zgodovine, da bi bili z njim. Jezus je pri očetu in ker je pri očetu, je v moči Svetega Duha z nami, poveličani Gospod. Smisel binkoštne devetdnevnice je predvsem to, da nas prebudi v Jezusovo nenehno vstajensko navzočnost. Jezus v žaru svojega vstajenja po svojem duhu napolnjuje vse vesolje, do slehernega zadnjega kotička. Predvsem pa želi, da se mi, ki smo na svetu, prebudimo v to njegovo navzočnost. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Zato pa je potrebno, da nam znova in znova pošlje Svetega Duha, ki je duh navzočnosti vstalega Gospoda. Jezus je rekel pri zadnji večeri, ne bom vas pustil sirot, še pridem k vam. Ta še pridem k vam je zelo skrivnosten, to je po Svetem Duhu bom z vami. V moči Svetega Duha boste čutili mojo navzočnost, mene, ki sem od mrtvih vstal, telesno od mrtvih vstal in sem z vami. To je mogoče samo po milosti Svetega Duha. Blaženi Janez Pavel II, ki nas gotovo nenehno spremlja svojo priprošnjo, je zatrdil, Jezusa moramo izkusiti, moramo zaznati, z njim priti v stik samo po Svetem Duhu. Ni dovolj, da poznam svetopismo, da študiram, da vem veliko podatkov. To, da začutim, da je Jezus tu, da je z nami, je milost, je Božji dar in ta dar se piše z veliko in to je Sveti Duh tolažnik.
je rekel Jezus še pri zadnji večeri, poslal vam bom duha tolažnika, da pri vas ostane vekomaj in on bo iz mojega jemal in vam dajal. Se pravi, iz Jezusovega srca, iz Jezusove navzočnosti bo jemal in nam dajal, oziroma nas uvajal v njegovo navzočnost. In še je Jezus rekel pri zadnji večeri, da nas bo Sveti Duh uvajal v vso resnico. V vso resnico o njem, tako da bomo začutili njegovo bližino in njegovo veličastno luč in tudi moč. Tako torej pričakujemo Svetega Duha, vsi verni kristjani. In kakor Cerkev prav v tem zadnjem času, bodisi po ustih sedanjega papeža Benedikta XVI, pa pred njim blaženega Janeza Pavla II, potem vseh drugih papežev, glejte, spodbuja, da prosimo za nov prihod Svetega Duha v te naše nove čase, ki so sicer zelo proč od Boga, vendar Bog ni proč od ljudi. Bog je zvest v svoji ljubezni in nas hoče priklicati v svojo veličastno luč. Zato pa je potrebno moliti za ponovno izlitje Svetega Duha. V Sloveniji smo, tako nas spodbujajo škofje in opominjajo, pred delom nove evangelizacije. Se pravi, prav pred delom, da bi tisti, ki so poslani ali smo vsi mi poslani, pričujemo za ostalega Gospoda. To pa smo že zadnjič rekli, ni možno, če se z njim ne srečamo. Zato prosimo novega prihoda Svetega Duha, da bi vsi tisti kristjani, ki nekje vztrajajo v tem, da molijo, da so redno pri sveti maši, da premišljujo, da bi začutili Gospodovo bližino. In zato je treba prositi prav Svetega Duha, da nas uvaja v to bližino ostalega Gospoda. Ker kaj pomeni verovati? Verovati ni neka splošna zadeva, nek meglen odnos ne vem do česar, ampak je osebni odnos do Boga. Naš Bog je osebni Bog, živi Bog, ki se nam je razodel v Jezusu Kristusu, in kristjan je tisti, ki ima do Jezusa osebni odnos. Kakor ima Jezus do mene osebni odnos in me kliče po imenu, po tistem skritem notranjem imenu, ki ga v sebi nosi človek, pa ga še sam ne pozna, kakor ima Jezus do mene, stali Gospod, osebni odnos, tako Jezus hoče, da stopim s svoje strani v ta odnos do njega. To je potem ta živa osebna vera. Vsak kristjan, pravi kristjan, bi moral reči, Bog je živi Bog, Jezus je živi in je z nami, srečal sem ga in srečujem se z njim. To je potem pravi kristjan, ki ne govori samo o Jezusu, ampak iz živega srečanja in srečevanja z njim, tako poudarjamo, vsakdanjega srečevanja, pričuje o tem srečevanju z Jezusom. To je smisel tudi dnevnikov, ki so jih nekateri svetniki pisali, kakor vemo, vse od Avguština, ki je osebno srečal Jezusa, srečal stalega Gospoda skozi molitev in premišljevanje, in ob mnogih prošnjah svoje matere Monike, pa potem mnogi drugi svetniki do zadnjih časov. Spomnimo se spisov svete Terezije, deteta Jezusa, povest duše, kako pričuje o živem Bogu, o Jezusu, kako prisrčno in prepričljivo iz izkušnje, in nenazadnje tudi spomnimo se pričevanj svete Faustine Kovalske, glasnice Božjega usmiljenja, kako ta njena izkustva prepričajo človeka, torej o njenih srečevanjih z Jezusom. Vendar svetniki tu nočejo biti izjeme in tudi po Božjem načrtu niso izjeme, ker nekaj osebnega srečanja in nekaj tega, da bi tudi jaz lahko zapisal, kako sem se srečeval z Jezusom, je določeno za vsakega kristjana. Se pravi, kaj pa jaz
lahko pričujemo Jezusu. Kaj pa jaz iz lastne izkušnje o njem lahko povem? To je možno samo, če grem v ta proces poglobitve in nenehnega pričakovanja prihoda Svetega Duha in nenehnega izlivanja Svetega Duha. Ker samo Sveti Duh je tisti, ki omogoči, da se duša sreča z živim Bogom, z Jezusom Kristusom, ki je vstal in živi, je v očetovi slavi in je z nami in osebno z vsakim vse dni življenja. To je torej ta milost. Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi. Nov prihod Svetega Duha je nujno potreben za novo evangelizacijo, tudi v tej naši deželi, ki je v mnogočem puščava. Bog pa hoče, da ta Slovenija, ki jo tako silno ljubi, nam je s takim veseljem podaril, ali nas tudi podaril v tej deželi, glejte, Bog hoče, da ta Slovenija duhovno zacvete, da je več in več božjih oaz in božjega cvetja, prenovljenega življenja, osebnega, pa družinskega in potem medsebojnih odnosih v naših župnijah in vsej cerkvi na Slovenskem. Vse to moramo izmoliti, vse to moramo izprositi prav v tej veliki binkošni dvorani, v kateri smo. Izprositi izlitje Svetega Duha. Vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. In še ponovimo, bo prišel Sveti Duh nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta, tudi v Sloveniji. Torej naj pride Božji Duh, Sveti Duh stalega Gospoda, Duh, ki je Gospod v dvorani zadnje večerje na Veliko noč že posredoval apostolom, Duh Božjega usmjena, naj se izlije na nas v novih binkoštih, da bi res bili ena duša in ene srce v pričakovanju Svetega Duha, ko smo tik pred njegovim praznikom. Vprašamo se seveda, zakaj pa so apostoli, ko so toliko časa bili z Jezusom in ko se je tako intenzivno ukvarjal z njimi, morali prejeti Svetega Duha. To je vprašanje. No, če malo bolj pomislimo, če prebiramo evangelij, bomo hitro dobili odgovor. Prosim lepo, Jezus se je, okroglo rečeno, skoraj 3 leta ukvarjal z učenci, z apostoli. Kakšen je bil rezultat? Polomija. Na Kalvariji nobenega ni bilo. Janez sam je tja prišel, pa še ne ve, kako je to bilo. In kako da se je tam znašel po božji previdnosti, gotovo ne po svoji posebni zaslugi odločitvi. Se pravi, da ta prvi verouk, ki ga je Jezus imel, pa ga je imel v Svetem Duhu, ker Jezus je Božji sin je v Svetem Duhu postal človek v Devici Mariji. Bil je krščen pri Jordanu za nas, gledajte, v Svetem Duhu, da nam ga posreduje. V Svetem Duhu je, začenši od Nazareta, oznanjal Božje kraljestvo s tako ljubeznijo, s tako poglobljenostjo, s tako tudi človeško toplino in prisrčnostjo. V Svetem Duhu je delal znamenja, ozdravljal in v Svetem Duhu je govoril na gori in poučeval učence, tako rekoč na vsakem koraku, pa tako majhen ali slab rezultat. To se moramo zamisliti. Ker Sveti Duh še ni prišel, ker so bile oči srca apostolov, učencev nekje zaslepljena, zadržana, da Jezusa so razumeli, pa niso razumeli. Predvsem pa niso razumeli, ko je kar 3-krat napovedal, da bo moral trpeti, da nas tako odreši, kakor da jim ni govoril. Ne, da bo šel trpljenje, da bo trpel za nas, kaj šele, da bo od mrtvih vstal. Seveda so apostoli predvidevali, da če bo Jezus tako nadaljeval,
ko ima toliko in toliko nasprotnikov, ker je povedal seveda tudi tedajni plitvim predstavnikom vere, farizejem in drugim svoje, da si je nabral veliko sovražnikov. To so vedeli in to bi tudi mi vedeli, da to pa se ne bo dobro končalo. In Peter, eden izmed nas, je Jezusu stopil na pot in rekel, Gospod, ne bo šel v Jeruzalem, ker to ne bo dobro. In je Jezus rekel, umakni se, skušnjavec Satan, ker Jezus hoče iti v Jeruzalem, da tam opravi za nas žrtev, da v ljubezni položi sebe na oltar križa in se tako daruje za nas in tako zmaga. Tega apostoli absolutno niso razumeli. Mi pravimo, ja, mi to razumemo. Nič ne razumemo. Smo na istim. Glejte, ta prvi Jezusov verouk, ki je bil intenziven verouk, koliko se je Jezus mučil z njimi in dopovedoval, glejte, pa je padlo seme, pa metrnje, pa na skalo, pa na pot, malo je obrodilo na tisto malo odprte in zrahljane prsti. Seveda, če izzamemo njegovo presveto mater, ki je srkavala njegove besede, pa morda kakšno izjemo, tudi od teh žena, ki so ga spremljale. V glavnem pa nerazumevanje in to pri tistih, ki bi človeško rečeno morali razumeti. Glejte. Tako torej, je Jezus, ko je odhajal trpljenje, doživel polomijo. Šel je pa trpljenje za nas, da nas tako reši. To je bilo prvo. Pa je Jezus oznanjal v Svetem Duhu. Potem po vstajenju, vemo, kakšno muko je naš Gospod imel, prvič, da jim dopovedal, da je vstal, da živi, predvsem pa to, da jim pove, da je to bilo potrebno, kar se je zgodilo na Kalvariji, pa v Jeruzalemu in vse to. Glejte, to je bil, bi rekli, ponovljeni verouk, ki ga je imel. Z učencema, ko je šel v Emaus, pa potem v dvorani zadnje večeri, ki je rekel apostolom, da se je tako moralo zgoditi. Tudi ženam sta angela rekla na velikonočno jutro, naj se spomnijo, da je Gospod rekel, da bo moral trpeti. Glejte, to nam ne gre v glavo. In tako je Jezus po svojem stajenju tistih 40 dni razlagal drugič o Božjem kraljestvu. Piše, poučeval je 40 dni in je govoril o Božjem kraljestvu. Se pravi, ponovni izpit je bil. Morali si ponovno poslušati, če so prej površno poslušali v tem svojem prvem verouku, to je pa naš, glejte, so morali sedaj poglobljeno. Kako je to bilo, si niti ne znamo predstavljati. Vstali Gospod, ki je poveličan, ki je ves v Bogu, v Očetu, svojim poveličen telesom in duhom, hkrati pa poučuje gotovo v Svetem Duhu tistih 40 dni, kako je to bilo, nekaj tega vemo, kako je opisano v njegovih prikazovanjih, kako jih je on poučeval poglobljeno. Glejte, to moramo tudi mi vsi v ta proces vstopiti, kar priznajmo, da smo bili nekako versko le poučeni. Drži? Saj smo imeli doma krščanska družina ali morda verouk, saj starejša generacija je to priložnost imela, drugi morda manj, pa je prišel do dobre knjige, pa se je obrnil k Bogu, se je spreobrnil, vendar pa to je še vse površno. To je tista prva faza, ko je Jezus imel prvi pouk z apostoli še pred svojim trpljenjem in vstajenjem. Potrebna je poglobitev v našem narodu. Mi smo, Bogu hvala, po tradiciji kristjani v Sloveniji. Se govorimo o nekakšni krščanski Sloveniji, če gledamo pretekle rodove. Res je veliko, hvala Bogu, dobre žlahtne tradicije, vendar je pa to plitvo. Sloveniji je potrebna poglobitev. Se pravi, je potrebno, da Jezus gre z nami tistih 40 dni, kakor jih je preživel med svojim stajenjem in pa v nebohodom, da nam poglobljeno govori o Božjem kraljestvu. In to je smisel tudi takih shajanj, ali kakorkoli se kristjani shajajo na različna razmišljanja, predavanja, obnove in podobno. To se dogaja ob evangeliju. Jezus je razlagal učencem tistih 40 dni o Božjem kraljestvu. To, kar je že govoril pri jezeru Genezaret, pa potem, ko je hodil z njimi skozi žitna polja,
pa tja čez Galilejo, pa v Judejo in vse povsod, da ne ponovim seveda v govoru na govori, govoril je o Božjem kraljestvu. Takrat tega niso razumeli, ne blagrov, ne poglobljenih zapovedi in vsega drugega. Malo od tega. Zato so bili na popravnem izpitu, ko jim je Jezus ponovno tistih 40 dni govoril o Božjem kraljestvu. In v tem procesu moramo biti tudi mi. Če so bili apostoli in to za nje je bilo nujno, je tem bolj nujno, boste priznali to za nas. Da nas Gospod, vstali Gospod, poučuje. To je ta druga faza. In kaj je bistven pouk bil te faze? Vse vemo, ko je govoril učencem v Emaus. Prvič, da je bilo to potrebno. To je bilo zapisano bodisi pri preroku Izaiju, o katerem smo že govorili v 53. poglavju, da bo Božji služabnik vzel vse grehe sveta nase in da bomo z njegovimi ranami odrešeni. Pa 22. psalem, vse to ime Jezus govoril, psalem njegovega trpljenja, njegovega umiranja, da bo on, ki je Božje jagnje, dal življenje za nas. Glejte, to je govoril učencama na poti v Emaus. To je zagotovo razlagal tudi apostolom, ko so se srečevali. Čudovito je to pomisliti, kako je to moglo biti. Vstali Gospod, ki nekje daje globlje umevati to, kar je o njem v vseh pismih. To, da je bilo potrebno, da je trpel, da nas tako reši. Kaj pa to pomeni za nas, seveda? Ja, če pa naš učenik trpel, če je Božji sin trpel, potem zgleda, da če smo njegovi učenci, ima tudi naše trpljenje nek smisel. Če je Jezusovo trpljenje imelo smisel za naše odrešenje, potem je tudi naše trpljenje, osebno, kakor ga vsak ima nek smisel. In to so apostoli videli. Gremo za Jezusom ne takole, kot da bi on rožice sadil, ampak za križanim in vstalim Gospodom. In če je naš Gospod šel to pot trpljenja in potrpljenja, bom tudi jaz v Božjem imenu sprejel to trpljenje, če pa vendar sem po Kristusovem trpljenju rešen. Se pravi, da sprejmem tudi jaz svoje trpljenje kot nek delež pri Gospodovem trpljenju, meni v dobro, pa tudi drugim dušam. To in tretje, kar je Jezus razlagal, seveda, to njegovo trpljenje je bilo zato, da so nam odpuščeni grehi. Ani ni v dvorani zadnje večerje, ko se je prikazal apostolom tisti večer, rekel, prejmite svetega duha, komur greh odpustite, so jim odpuščeni. In tam je rekel tudi, da bodo to znanili začenši v Jeruzalemu, odpuščanje grehov, prav po svetem duhu, ki nam ga podarja iz svoje kalvarijske žrtve, iz svojega prebodenega srca. Torej to, da je prepričeval Jezus apostole v tem času med njegovim stajenjem in nebohodom, da je to bilo potrebno in da je bilo potrebna ta Kristusova žrtev za odpuščanje naših grehov. Odpuščanje grehov je pa bistvena stvar. Bistvena stvar. Edino zlo, ki nas res prizadene, je naš greh. Kot sem že svoj čas tukaj dejal, če me drugi prizadene, pa če potrpim, imam kvečemu zaslugo. Če pa jaz grešim, sem samega sebe znožem. To je pa norost in to je greh. Slaba misel, beseda, dejanje ali karkoli. Glejte, greh je edino zlo, ki prizadene človekovo srce. In Jezus je hotel to njim dopovedati, da je moral kot Božji služabnik, napovedan po preroku Izaiju, veliko trpeti iz ljubezni, iz usmiljenja, da se nam izbrišejo grehi. Greh je edina katastrofa tega sveta. Vse drugo Bog popravi. Bogu ni nič nemogoče stvarjati, če hočete, 1000 svetov ali vstajanje mrtvih in tako naprej. Vendar bistveno pa je človekovo srce ozdraviti. Srce. Kdo bo ozdravil, od mrtvih obudil moje srce? Če je srce mrtvo zaradi greha, kdo ga bo obudil? Torej, to je edino. In gledajte, in to je Jezus tudi dopovedoval. Potrebno je bilo, da jagnje Božje vzame naše grehe na svoje rame in da smo z njegovim križem, z njegovimi ranami ozdravljeni. Torej, to je bil ta Jezusov pouk.
In težko je šlo to učencem v glavo. Tudi nam gre težko v glavo. Mi smo vse bolj na zunanje reči, pa to je slabo, pa on je slabo in tako naprej. Malo pa poznamo svoje srce. To je strašno ne poznati svoje srce. Ne poznati svojih pravih ran. Ja, tam je prizadev, ono je to je bilo. To je še vse sekundarno, površinsko. Glavno je, kako si ti po svoji norosti prizadev svoje srce, ko si grešil v tem ali onem. Tega pa mi nočemo videti. In to je bila tista blokada, ki so imeli učenci, apostoli, da je Jezus povedal, potrebno je odpuščanje grehov. Zato pa je rekel, prejmite Svetega Duha, komur grehe odpustite. Seveda so pa morali, so jim odpuščeni, seveda so pa morali sami najprej izkusiti Gospodovo odpuščanje. In to je prav bilo v tem, ko je prišel k njim in je rekel, mir vam bodi, odpuščanje vam bodi. Veselje vam bodi. Glejte, to je potrebno. Govorim še o času, ko jih je Jezus tistih 40 dni poučeval. Prosimo Jezusa, naj nas poučuje. In glejte, ko se zbiramo tako ali drugače, kristijani, pustimo Jezusu, da nas poučuje. Vzemimo v roko Božji evangelij. Prebirajmo, prosimo, Gospod, nevedni smo in o tebi in o svojem srcu, o svojem življenju. Gospod Jezus, poučuj nas po svoji besedi. Glejte, v evangeliju bomo srečali Jezusa, ki nam govori po vseh teh odlomkih evangelija o našem srcu, o našem življenju. Evangelij ni samo evangelij o Jezusu Kristusu, ampak tudi evangeliju o mojem in tvojem srcu. Ker v teh srečanjih Jezusa z učenci in s tem, kar jim je govoril in delal, srečujem tudi sebe, svojo zgodbo. No in tretja stvar, seveda, je pa po Gospodovem nebohodu prihod Svetega Duha. Pričakovanje Svetega Duha. Šele, ko je Sveti Duh prišel, gledajte, so mogli potem apostoli oznanjati Jezusa Kristusa, v katerega so se že poglabljali tistih 40 dni in se vsega spominjali, ampak potem so dobili potrebno Božjo luč in predvsem pa moč, da so stopili pred množico in pričevali za Jezusa. Ko so ga sami, ne samo na zunaj, kot so ga tista 3 leta izkušali, ampak ko so ga znotraj začutili. Jezus je odšel od apostolov, na videz ga niso videli več, odšel zunanje, da pride notranje v njihova srca po Svetem Duhu. Jezus prihaja znova po Svetem Duhu. Odidem in spet pridem. Ne bom vas pustil sirot. Gospod, ti odhajaš na zunaj, se odmakneš našim očem, ne moramo te več videti, ali te naslikati, ali danes bi rekli fotografirati in posneti na kamero, odhajaš zunanje in prihajaš notranje. Sicer pa vprašajmo se, mnogo ljudi je videlo Jezusa tista 3 leta, pa se v resnici niso srečali z njim, ker se ga niso v Svetem Duhu prepoznali. Tisti je srečal Jezusa, ki je deležen Svetega Duha. Srečanje je samo od srca k srcu, ne pa od zunanje pojave k zunanji pojavi. To je nekaj zunanjega. Tako so srečali Jezusa tudi tisti, ki so ga križali. Glejte, ne gre za zunanje stvari. Zato pravim, ne blagrujemo sedaj učenca apostolov, blagor vam, vi ste takrat živeli, lahko vam je bilo, videli ste Jezusa. Bi danes rekli, ja, ampak ga nismo videli. Potreben je Sveti Duh. Sicer pa že v naših medsebojnih srečanjih velja isto. Ti z nekom živiš vse življenje, pa ga v bistvu še nisi srečal, če se srce s srcem ni srečalo. To je bleda podoba tega, kar pomeni srečati se z živim Jezusom, stalim Gospodom. Potreben je Sveti Duh, potreben je pretok od srca k srcu. To je Sveti Duh, ki me dobesedno prestavlja v Jezusovo srce in mi daje, da bivam v njem in da on biva v meni. To je delo Svetega Duha. Nihče ne more spoznati živega Boga, nihče ne more spoznati stalega Gospoda razen v Svetem Duhu.
Ni dovolj veliko vedeti, ni dovolj imeti takšne drugačne teološke naslove. Bistvo je Sveti Duh, seveda pa na osnovi pričevanj, ki jih najdemo v Svetem pismu, zlasti v Evangeliju, ki nam govorijo o Jezusu. Zato, gledajte, je binkoštna devetdnevnica nadvse važna. Še posebej, ko smo pred novo evangelizacijo, kar pomeni pred novim, svežim oznanjevanjem, da nas Bog ljubi, da je z nami po Jezusu Kristusu, da Jezus res živi in da je doma tudi v Sloveniji. To je treba povedati. Jezus ljubi Slovenijo, vsakega Slovenca, vsako Slovenko, ljubi prebivalce te dežele. To je treba ljudem povedati. In Jezus je tu in te ljubi. Vendar tega ti ne moreš izreči brez notranjega izkustva. Zato pa je potrebno iti znova in znova v binkoštno dvorano in prositi: pridi, Sveti Duh, daj mi čutiti Jezusa, njegovo navzočnost, prežari me, očisti me, da bom drug človek, nov človek z novim srcem, kakor je bilo prerokovano pri proroku Ezekijelu. Vzamem kamnito srce iz njih notranjosti in jim dam novo, čuteče srce. To je možno samo po čudežu Svetega Duha. Pridi, Sveti Duh, in daj mi, da bom pričeval za mojega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je od mrtvih vstal in živi in me neskončno ljubi. Kakor je rekel apostol Pavel, vzljubil me je in dal sam sebe zame. To je možno samo po prihodu Svetega Duha. In če hočemo od mrtvih obujati to našo slovensko deželo, je potrebno silno izlitje Svetega Duha. Premalo je samo takole malo moliti, pa to pa ono. Treba je moliti, dobro moliti, skupaj pričakovati Svetega Duha, da se bodo zgodile nove binkošti. Škofje nam to naročajo, ko smo pripravi na to novo evangelizacijo, oziroma že teče, tudi s tem, gledajte, da molimo k Svetemu Duhu. Sveti Duh je tisti, ki oživlja vse, ki smo v deželi mrtvih. Smo v deželi sicer biološko živih, pa duhovno mrtvih. Sveti Duh je tisti, ki oživlja srca, ki spreminja srca, ki jih napolnjuje z ljubeznijo, z močjo, z veseljem, z življenjem. Sveti Duh. Sveti Duh nam daje čutiti, da nas Jezus ni zapustil, prav zato, ker je pri Očetu, je z nami vse dni, kot sem velikokrat poudaril, do konca sveta. In to z vsakim osebno, posebej pa še, ko smo zbrani skupaj v njegovem imenu. Hvala Jezus, 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 hvala Jezus. Biti v binkoštni dvorani ni naša izbira, to je Jezusovo naročilo. Jezus je rekel sicer: pojdite po vsem svetu in učite vse narode, oznanjajte evangelij, vendar je rekel najprej pa v Jeruzalem, v molitev, pričakovanje Svetega Duha. Vsi nekako apostoli so bili usposobljeni, da oznanjajo, so veliko vedeli o Jezusu, vendar njihovo srce še ni bilo preplavljeno z Božjo lučjo, presvetljeno skozi in skozi. Potrebno je bil ta čas priprave na pričakovanje izlitje Svetega Duha. In še drugo, niso imeli moči, poguma, prav ti, ki so bili iz strahu pred Judi za zaprtimi durmi, da bi stopili pred množice in oznanjali ustalega Gospoda. Glejte, manjka luči in manjka moči. Zato je potrebna binkoštna dvorana, zato je treba klicati, vpiti: pridi, Sveti Duh. Naj se zgodi izlitje Svetega Duha v srca vernih. Najprej seveda v srcah tistih, ki so postavljeni po zakramentu za oznanjevanje, potem pa srca vseh hristijanov, ker vsi smo luč v Gospodu in vsi smo postavljeni, da oznanjamo ustalega Gospoda. In to je naš privilegij in naše veselje.
Glejte. Torej, to je to. Tako so stopili, so ubogali Jezusa. So ubogali Jezusa in so lepo šli. Tudi, pozabil sem ga prej omenjati, Tomaž apostol, ki je nekje svoja pota tavo, vemo, na tisto veliko noč, pa se ga Jezus ekstra usmilil, kakor se je tebe in mene, glejte, in se mu dal osebno spoznati. Tako usmiljen je Jezus, glejte. In tako je tudi Tomaž apostol naštet med tistimi, pa potem apostol Matija, ki je stopil na mesto nesrečnega Juda. Glejte, ker je doživel stalega Gospoda, je tudi Matija mogel biti njegov pričevalec. Tako torej so bili apostoli v Binkošni dvorani skupaj z Marijo in drugimi in bilo je, kakor piše, v Binkošni dvorani kakih 120 ljudi. Se pravi 10x12, ne? Kakih 120 ljudi. In so pričakovali Svetega Duha. Binkošna dvorana je nenehna resničnost Kristusove cerkve. Blaženi Janez Pavel II. Je rekel, ko bi cerkev zapustila Binkošno dvorano, zaprla vrata, bi nehala biti, ker bi se nehal pretok in pritok Svetega Duha. Binkošna dvorana, to se pravi, da cerkev po vsem svetu moli osebno, molimo skupaj, je nenehna resničnost, ker tako se odpiramo delovanju Svetega Duha. Če pa ni Svetega Duha, ni v srcu navdušenja, ni veselja, ni življenja, ni prave besede o oznanjevanju, ni pravih del ljubezni, nič ne more biti. Brez Svetega Duha je samo smrt. In žal mi to vemo. Brez Svetega Duha smo živi mrtvaki, živi mrtveci. Torej, Sveti Duh je duh življenja. Jezus je trta, mi smo mladike, potreben je pretok skrivnostne osebe, tretje Božje osebe, Svetega Duha, da bi živeli in da bi čutili, da smo v žlahtni trti, ki je vstali Gospod, Jezus Kristus, in da je naš nebeški Oče skrbni vinogradnik, če vzamemo to čudovito primero. Torej, Sveti Duh je tisti, ki oživlja. Kaj pa je potrebno, ko smo v teh dneh pred Binkoštmi, za to, da pride Sveti Duh? Kratko navedilo. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi. Enodušno. Sveti Duh pride tja, kjer je edinost. Mi lahko 1000 let molimo, če živimo, pa ne bo prišel Sveti Duh, če smo med seboj skregani, če nimamo volje po edinosti. Sramota je, da smo kristjani med seboj tako raztepeni in skregani v velikem, pa tudi v malim, glejte. Ne bo prišel Sveti Duh, dokler v nas ni želje po edinosti. Enodušnost. Z ene duše bi morali vpiti, kakor z enim glasom, pridi Sveti Duh, duh ljubezni, duh usmiljenja, enodušnost. Zato v Binkošni dvorani, ko po pravici in po Gospodovem zagotovilu pričakujemo prihod Svetega Duha, Jezus daje pogoj. Odloži vsako razprtijo. Z Božjim srcem reci, Jezus, odpuščam vsem, pošlji nam Svetega Duha, duha usmiljenja in edinosti. Odložimo vsako razprtijo in vsako needinost. Jezus ne bo poslal do očeta Svetega Duha, če smo kristjani med seboj sprti. Kako pa smo sprti v tej naši deželi? Ne samo v velikem, ampak tudi kristjani med seboj sprti in skregani, je pač dejstvo in dobro vemo. Sveti Duh prihaja kot duh ljubezni. Predpostavlja pa, da imamo voljo po tem, da smo edini, da smo ena družina. Glede, to je prvo. Potem drugo, kar je rečeno, da so vztrajali v molitvi. Ni samo to, malo prosim, potem se pa spet zapletam v te posvetne zadeve, pa spet mogoče malo prosim. To ni nič. Vztrajati je treba v molitvi. To ne pomeni tudi za apostol, da so kar naprej molili tako. Ampak ostajali so. Ta prošnja, pridi Sveti Duh, pridi moč od zgoraj, pridi to lažnik, ki si je obljubljen po našem Gospodu. Ta prošnja je bila na dnu srca in, kot je pravi apostol, nenehno molite.
Morali bi te naše ure, ki jih imamo, nenehno posvečevati. Dajmo, združimo se, pa vsako uro molimo, pridi Sveti Duh. En vzklik, pa Marija, izprosi nam Svetega Duha. Preprosto. Pridi Sveti Duh, pridi na Slovenijo, pridi v naše župnije, v naše družine, pridi v naša srca. Ko bi se med seboj povezali od ure do ure, pa klicali z enim sklikom k Bogu, k Mariji, za prihod Svetega Duha. Glejte, to je potrebno, vztrajnost. Ne samo, da molim tako, ampak srce, če je budno, bo kar naprej molilo in še ko spim, molim, če vem, da je Sveti Duh nujno potreben, tako kakor je kisik nujno potreben za nekoga, ki je torej pred tem, da umrje. Torej, tako, ta priklop kisika, priklop Svetega Duha je stalna nujnost. Mi smo tako rekoč na urgenciji, mi smo na reanimaciji, naša država umira. Potreben je prihod Svetega Duha, prihod ali priklop Svetega Duha. Potrebno je izlitje Svetega Duha, da zaživi tisto, kar je tako rekoč skoraj mrtvo ali omrtvelo. Sveti Duh dela čudeže, vendar mi teh čudežev nenehno potrebujemo, reanimacije, oživitve src, stvaritve novih src. Vzamem kamnito srce, dam novo srce. Ta čudež hoče Gospod delati nenehno. To vztrajnost molitve. Dobro je, da se povežemo vsako uro z vzklikom, pridi Sveti Duh, Gospod pošli Svetega Duha, kakor si obljubil. Mati Marija, izprosi nam Svetega Duha, pa da zmolimo Zdravo Marijo, ali kar se nam zdi primerno, in prosimo z vsemi svetniki. In da se povežemo v veliko binkoštno dvorano te naše Slovenije. Nujno je to, od ure do ure. Torej, in to je čudovito, da se vsako uro spomni in prosim, pridi Sveti Duh in prosim, naj nam Marija pomaga. In to je ta molitev. Vztrajali so v molitvi, prosili so, Gospod, obljubil si moč od zgoraj, mi vemo, kako nič ne moremo, naša srca so slabotna, polna strahov, nimamo moči, nimamo pogumov, nimamo veselja, nimamo navdušenja. Pridi Sveti Duh, Gospod, pošli Svetega Duha. To, da so vztrajali v molitvi, pomeni v prošnji. So prebirali Božjo knjigo, evangelij, s tako ljubeznijo in hvaležnostjo, premišljevali o Jezusu in tako rekoč pri vsaki vrstici, takrat še niso imeli knjige evangelija, ampak so v živo vedeli, kaj je, za nas pa velja evangelij. Torej, ko so se spominjali Gospoda, kaj je govoril, tako se mi z evangelijem v rokah v tej binkoštni 9-dnevnici mislimo na Gospoda Jezusa in tako rekoč pri vsakem odlomku recimo: Jezus, pošlji nam Svetega Duha, da te srečamo, da nas razsvetli, da nas spremeni. Skrivnost binkoštne dvorane je v tem, da so mislili na Jezusa in nenehno prosili: pošlji nam Svetega Duha. Kako bomo mislili na Jezusa? Evangelij v roke. Prebiraj, kako bomo prosili za Svetega Duha. Jezus, o tebi berem evangeliju. Gospod, pošlji mi Svetega Duha, da te po tega evangelija srečam zdaj in tu. In prosim zase in prosim za mnoge druge. To je skrivnost binkoštne dvorane in seveda Marijina navzočnost. Marija je tista, ki je v Svetem Duhu omogočila, da je Božji sin postal pod njenim srcem, v njenem telesu človek. Mariji na nek način vse dolgujemo, glejte. In Marija je tista, ki je na začetku cerkve v binkoštni dvorani, kakor je stala za nas vse pod križem in molila. Marija nam bo zagotovo izprosila novo izlitje Svetega Duha, če bomo molili združeni z njo, pa z apostoli, ki sedaj molijo, in vsemi svetimi, glejte, in tudi našimi slovenskimi, Bogu hvala, priprošniki, blaženi, ki so jih že imamo, in drugi, ki še bodo, in tolikimi drugimi. Molimo skupaj z vsemi svetimi, z Marijo, za nov prihod Svetega Duha. Potrebna je nova evangelizacija te naše puščavske dežele, da se spremeni Slovenija v veliko svežih oaz.
po milosti Svetega Duha. Molimo, združimo se v tej skupni molitvi. Naj Slovenija postane ena sama velika binkošna dvorana ob apostolih in ob Mariji, Gospodovi materi. Skupno pesmijo prosimo in zaupno si molimo. Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh. Lepo vas pozdravljam.